Dragica, tvoje pesmi so tako polno ženske, mislim, tudi erotične, senzualne in hkrati tako zelo uporniške, tako temperamentne in tako energične. To je vse v tebi. Nič ne pride v knjigo, kar ni v meni. Torej, nemogoče je pisati žalostne pesmi, če ni žalosti v nas. Nemogoče je pisati pesmi ljubezni, če ni ljubezni v nas. Vse, kar mi delamo, vse, kar mislimo, vse je to odsev vsega tega, kar mi smo. In pač življenje nas melje vsakega od znotraj na svoj način in meni je pisanje pesmi v bistvu najbližja pot do mene same, ustvarjanje, je bližnica do nas samih. Torej, pišem zato, da vse to pišem, da ostanem v stiku s sabo in da zdravim samo sebe. Jaz vedno rečem, da pišem zato, da samo sebe hrabrim, spodbujam. In te ženske pesmi so nastale zaradi mene, ki jih poklanjam drugim ženskam, ravno zaradi tega, da ko je njim težko, ko so potrte, ko so zatrte, ko so ponižane, ko smo diskreditirane, ko smo manj vredne, da najdemo moč v sebi. Najprej moramo biti močne v sebi, da lahko se soočimo s svetom. Mi ponavadi vedno iščemo pomoč od zunaj. Ne, najprej moramo poiskati tistega človeka, tisto bitje v sebi, ki si upa, ki si drzne, vse imamo to v sebi. Lilith, o kateri govorim, o tej prvinski ženski, ustvarjeno pred Evo. Eva je druga, zatrta, ponižena, diskreditirana, torej, ki jo vse religije zlorabljajo za štedilnik, odločajo o nas. Lilith, to je ta prvinska ženska, ki je vsaki od nas in mi si moramo drzniti, da udarimo z nogami ob tla, z rokami in rečemo ne, do tu dovolim, od tu naprej pa ne bo nihče stopal po meni. Torej, tako ljubezen, kot jeza, kot žalost, kot bolečina, kot presrečno jutro, ki ga gledamo, prelepo jutro. Čudovito je, če to lahko izrazimo. In jaz zato pišem pesmi, da najdem najgloblji stik s sabo. Za ta najgloblji stik s sabo moramo poskrbeti sami, na kakršenkoli način. Eni bodo tekli, eni bodo plesali, drugi bodo risali, četrti bodo igrali, ti boš recitirala, boš povezovala, skratka, ustvarjanje, umetnost, pisanje kot najgloblji stik z mano samo. In zato so pesmi vsakršne, so žalostne, vesele, radostne, potrte, kjer sem ponižana, diskreditirana, kjer sem prevarana, kjer sem pohojena. Torej, vse to, kar sem jaz, vse to so moje pesmi. In še več so pesmi. Pesmi sanjam tudi to, kar nisem nikoli živela. Si drznem sanjati, si upam sanjati, ker tudi sodobna psihoterapija pravi, ko mi lahko imamo sporedni svet sanj, se mi lahko rešimo. In ta sporedni svet je naša ustvarjalnost, kjer se najdemo na poseben način. Dragica, a nam ti zdaj prebereš v slovenščini, se je kratke, ja, zelo kratko. V obeh jezikih, da slišimo, kako to zveni. Tako, ker je pesem Lilith trojezična, se pravi v slovenščini, španščini, italijanščini, da boste slišali, kako zazvenijo moje besede v 3 jezikih z veseljem. Samo biti. Samo biti. Biti brez pojasnjevanj, brez tuhtanj, brez pričakovanj, brez obsojanj. Samo biti. Samo dopustiti, da stvari so. Samo biti. Biti.
solo ser. Ser, solo eso, sin explicaciones, sin reflexiones, sin explicaciones, sin condenas, sin juicios. Ser, solo eso, consentir que las cosas sean. Ser, solo eso, ser. Solo essere, essere, solo questo, senza spiegazioni, senza riflessioni, senza aspettative, senza condanne, senza sentenze. Essere solo questo e lasciare che le cose siano. Essere solo questo, essere.